Zdaj si nekako en del tvojih korenin, pravzaprav se je spet nekako posadil v Murski Soboti. Zadnje leto si zagnala en nov projekt, Busy EcoKit. Jankino podjetje se imenuje namreč Busy Designs, doma pa pelje projekt Busy EcoKit. Lahko mogoče kaj več o tem poveš, gre za neke vrste tudi povezovanje z lokalnim okoljem, tudi za delavke, recimo, ki so nekako izpadle z tega dela. Ti si pa jih uspela obeti na svoje dejavnosti. Ja, če razložim, zakaj, kaj se je zgodilo, ne? Jaz sem se preselila z Manhattana v Nemčijo, v Düsseldorf, zaradi mojega zaročenca. On je dobil delo pri Bayerju, on je finančnik, čist drugi svet, Wall Street človek. In potem sem jaz mogla slediti in žal ni to tako kot v Ameriki, da naprimer v 3 dneh sem jaz dobila takoj delo naprej, ne? Ali pa kakšen novi projekt. In sem morala žal pač 6 mesecev pogruntati, ja, kaj bom pa zdaj preživela, nekaj sem imela prevrčevano, ampak glavno je bilo v tem, da, naprimer, kam pa zdaj. In nisem razmišljala o financah nič, ne, čisto tako, razmišljala sem, kako naj združim enkrat v življenju vse stvari, kar me veseli in osrečuje. Kar bi bilo od otrok do dizajna, do oglaševanja, katerega sem največ delala, ne, do spletnih strani, interneta, pol ljubezni do narave, veganskega načina življenja, ki ga prakticiram že 16 let. Bolj še zraven, naprimer, ene poriščem karakterje, ne, predvsem živali, pač kar me veseli, ne. In moram povedati, da sem že, ko sem šla v gimnazijo v Murski Soboti in to s matematiko, ne, pod glavnim predmetom in fiziko, sem že takrat hotela iti na oblikovanje v Ljubljano, ampak so mi vsi svetovali, da bi to bilo preveč konkretno, pa da naj grem to, pa ono. In pol na arhitekturi mi je eno leto me je držalo, pa mi je bilo zanimivo in seveda sem končala jaz to 1, 2, 3, brez problema, easy. Ampak mi je bilo že po drugem letu sem že učila prve letnike in bilo tečno, ne, žal. No, v Manhattanu so me pa kar zainteresirano držali ves čas, ker so projekti bili zelo naporni in pol te Busy EcoKit je pač ena posledica mojih želja, pa tudi, da pomagam lokalni ekonomiji, naprimer v Sloveniji, katera ima težave in me moti zaradi tega, ker vidim velik potencial v Sloveniji in ogromno talenta, ogromno pametnih ljudi, super kreativnih, še posebej mladih, ampak če se spomnim nazaj v svoje otroštvo, ko sem jaz bila najstnica, mi je bilo zelo težko, ker se mi je zdelo, da sem bila čudna, pa nora, pa vse drugo prej kot pa genialna, ne. Dočim v enem okolju, ko je bilo 18 milijonov ljudi, naprimer, na enem malem prostoru, pa se je ta drugačno začela spoštovati in ceniti. In zato, naprimer, tudi se danes pogovarjamo in upam, da bo koga navdihnilo, ne, o čem se pogovarjamo, ne, mogoče kakšne ideje dalo ljudem in zagon. Zate delajo zate, skupne projekte delate tudi s šivilami, ki so nekako pristale Tako je. Ne, na zavodu za zaposlovanje, oziroma so bile več aktivne na trgu dela. To je dokaz, da če človeku omogočiš, da se potrdi, da omogočiš kreativnost, smo pravzaprav vsi lahko ustvarjalni. Tako je. Moram pa povedati tukaj en komentar, da sem dobila ponudbo iz Londona, 2 investitorja sta bila navdušena, Busy EcoKit in sta hotela vložiti ogromne denarje, ampak pogoj je bil, da, naprimer, da selimo celo produkcijo iz Slovenije v Bangladeš, ne, zaradi finančnih razlogov in sem rekla, da niti podratno, da raje jaz sama, pa da je to v bistvu projekt moje ljubezni in da končno delam enkrat v življenju, kar si res želim, kar me res napolnjuje z energijo in da se mi zdi, da ne samo, da prodajam maksimalno neke stvari, kot sem jaz za Pepsi, pa za Disney in tako naprej, Target, American Express, Citibank,
te vse velike korporacije, ko sem jaz v Ameriki, ampak končno zdaj lahko res stojim za tem, kar delam. In del tega je tudi ta moč lokalna, nazaj mojim koreninam, čeprav je meni težko v Prekmurju, jaz vedno Prekmurje imam rada in mu hočem pomagati. Ja. Janko, prej smo slišali krasen primer neke vrste gverilske kreativne akcije. Mogoče kakšen izdelek, ki vam je spominjal ostalo, ali pa kakšna procesna sprememba, ki bi jo rekli, aha, to je globalni, na nek način gverilsko, ampak skupaj timsko narejeno. Ja, jaz sem na primer... Janko, prosti, ne slišimo se res najbolje. Fino, da razmišljaš tudi ti o tem vprašanju, sem ga pa naslovila na gospoda Janka Podilo in če boš hotela replicirati, si vabljena. Ok. Hvala. Hvala vam. Jaz sem tiče gverila, vlago se saj. Verjetno je hrana najstarejša zadeva, ko imamo ljudi, ne smo se kaj zagrevali. Gverilska zadeva je v bistvu z naše strani ta, da mala podjetja v Sloveniji smo uspeli dobiti, da smo znamo z potem v slovenskem okolju z enako božami. Gverilski nastop. Prišli v razpoznalne balone, znate z malimi, denarji, s programi, kjer smo na mesto nekaj padali aktivizaje, marketing, sami stvari, akcije, kjer so v bistvu generirali promocijo, se pravi, za stranke, začeli smo stvari, stranke in malo določeno pa organizacijo, pa preko programov smo šli smo na ene kupi, začeli nisem povedali, da smo začeli dobivati neke feedbacke, da smo to poselili, da je mogoče v marketingu. Jaz smo sami produkciji oziroma izdelavi izdelkov. Bi bo rekel, da smo mogoče upravili gverilo to, da ne smo šli v trend razvoja prehrane, ampak smo šli nazaj v preko daril, se pravi nazaj, se pravi smo rekli, to, kar je bilo, pogrešali ljudje. Se pravi, to je naša področje, ker smo lahko uspešni, ta gverila je ta področje, v tem smislu, da smo začeli proizvajati hrano, ki mogoče tudi več ne proizvaja oziroma Doktor Mulej sem nekje prebrala, pravi, da pravzaprav nihče v svojem življenju ni dolžan ostati, bodi si v svojem poklicu, bodi si delati v skladu svojo osnovno izobrazbo. Vi pravzaprav ta preskok ste naredili, mora biti celo maček nenavadno. Jaz bi povedal, da se strinjam deloma, zato izjavo se res tudi izjavljamo, če pohvaljam, se naredili, da bi ljudi začel, ko pa tjake, vem, da čez mesec nekako razpadam, ali pa tudi, če se podvajam to, vem, da bom lahko podajal, se svoj čas podajam razlijo na tam povištvo, podajam hrano za vse, tudi sem dosti različnih področij na živilstvu in ne na živilstvu, si bo stvar je fokusiranje, živeti se v materiji, ki jo delaš, se pravi, iskati, bi rekel, res pravi sonce, se pravi, kje je žarek, kje je sposti se postaviti po njega in kako se nastaviti, se pravi, je pa tudi eno bogatstvo, se pravi, prikratno pokupovanje malih blagovnih znakov, oziroma da se zagotoviš prepoznavnosti in pogledaj čas. Se pravi, če nimaš denarja za marketing, če nimaš nekaj drugih zadev, ko pa moraš biti stran, tudi ko že vse se zruši na tebe, ti še moraš vedno kopati, če te vsi zakopajo, ti še reveš, vidiš, ko prideš, vedno, pa življa, vse živi, bolj pa rasteš. Pomembna je tudi strajnost. Zelo pomembna je strajnost, podajanje zadev, malih in individualnih. Prvo mogoče biti velike pristope, marketinške za velike firme, kjer so ljudje, kjer so ekipe, kjer je denar, drugo so pa daje manje, individualne podjetje, kjer tu so pa strajnost in čas potrebno. Andrej, ko je Nastja spraševala, kaj bi svetovali ljudem, ki so nekako na začetku svoje podjetniške poti ali pač poti, ko se iščeš poklicno, ste tako zelo slikovito rekli, pa jaz mislim, da ste tudi tak človek. Skoči v vodo, voda je takoj manj mrzla. Vi kot vodja, verjetno to tudi svojim sodelavcem kažete in je verjetno to tudi neka spodbuda, da je ta neka kreativnost skozi zelo, zelo prisotna v vašem kolektivu. Skratka, dejmo. V vašem poslu se drugače tudi ne da. Tako kot je prej gospod Kodila nastavil, oziroma ste ga tudi vprašali, gverila
mora biti prisotna v naše velikosti. Za vsak naš projekt je v bistvu verilski. Slovenija je premajhen trg in mi v bistvu in ne moramo dolgoročno planirati. Mi ne moramo reči, zdaj delamo te sorte projektov, iz teh projektov bomo šli na druge sorte projektov. In tudi mi se nekako moramo verilsko si najti vedno vse. Jaz zase pravim, oziroma za nas, za naše podjetje, tako pravim, mi delamo vse. Ni ene stvari, ki je ne bi z največjim žarom vzeli v roke in naredili. S tem si seveda omogočamo širši trg, po drugi strani nam pa omogoča to eno distanco do vsega. Mi pri vsakem projektu ohranimo malo akademskega pristopa. Ni vse aplikativno, pri vsakem projektu se moraš nekaj novega naučiti in pri vsakem projektu seveda tudi tvegati. Malo stopiti v temo ali pa skočiti v mrzlo vodo. Zdaj, res je voda malo manj mrzla, je pa res, da je pri našem procesu vedno še nekdo na drugi strani. Zdaj, to je naš naročnik, ki ga moramo to seveda prepričati. Zdaj, tukaj je vedno, uspešnost našega dela je vedno v tem, koliko si upamo povedati naprej. Ni toliko, da se mi ne bi mogli izmisliti marsičev, ampak vedno moramo oceniti, koliko je tudi naš naročnik sposoben prijeti tega. Zdaj seveda tukaj je malo tudi edukacije naprej. Skušamo tudi mi našo stranko vleči malo naprej. Zdaj to seveda nam uspeva samo, če smo znotraj res verilsko, natančni in hitri.